govorimo o upravljanju vplivov podnebnih sprememb in finančna razkritja v zvezi s podnebjem. Torej, v okviru te teme, ker imamo relativno malo časa, se bomo lotili za nekaj razmisleki. Najprej bomo pogledali, kakšne podnebne spremembe, kako korelirajo z finančnimi tveganji. Kakšno besedo bomo rekli o opredelitvi finančnih tveganj v povezavi s podnebjem. Ko govorimo o tveganjih, seveda govorimo tako o tveganjih, kakor priložnostih in potem seveda v korelaciji z finančnimi vplivi. Potem pa nekoliko podrobneje priporočila o podnebnih spremembah TCFD. Vemo, da je to kratica za Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, ki ima tako imenovana 4 področja. Verjamem, da to že kar vsi poznamo na pamet: upravljanje, strategija, upravljanje tveganj, metrike in cilji, in na koncu bomo nekaj rekli o finančnih razkritjih v zvezi s podnebjem. Torej, osnovni razmislek, zakaj so sploh ta prizadevanja, je ta očitna degradacija okolja, ki ni samo več v znanstvenih študijih, ampak je že vidna v naravnem okolju, pravzaprav v vseh sferah, ki je v visoki korelaciji z podnebnimi spremembami, in v poslovni javnosti je že pred leti postalo očitno, da to ni samo okoljski problem, ampak da je vir strukturnih sprememb tudi v gospodarstvu, torej bistveno vpliva na gospodarsko aktivnost in seveda posredno tudi na finančni sistem. Torej, danes bomo govorili konkretneje o podnebnih spremembah. Seveda jih ne razumemo ozko, ampak široko v korelaciji z vsemi okoljskimi vplivi, torej ne samo z vidika toplogrednih plinov, ampak tudi z drugimi viri, kot je voda, kot so biotska raznovrstnost oziroma njeno siromašenje, odpadki in tako naprej. Torej, te spremembe predstavljajo finančno tveganje za svetovno gospodarstvo. To se svetovna korporativna javnost tega dobro zaveda in tudi že v klasične sisteme upravljanja, vrednotenja tudi to vključuje. Torej, finančni trgi potrebujejo jasne, celovite in seveda visoko kakovostne informacije o vplivih podnebnih sprememb. Torej, ne more biti več samo na grobo opisni ravni ali na ravni neke ozaveščenosti, se zavedamo, se trudimo, ampak gre torej za visoko kakovostne, torej že relevantne, kvantificirane informacije v širšem kontekstu razumevanja. Torej, to vključuje tako tveganja, kot rečeno, kot priložnosti, torej povezano vse s podnebjem.